bataljona in njihove svojce in prijatelje. Tako lepa počastitev našega odhoda za osvoboditev Trsta je bila za nas veliko in lepo presenečenje. Jurišni bataljon je bil ustanovljen novembra 1944 na Colu, kjer nam je načelnik štaba 9. korpusa Čanči povedal, kaj je naša in kaj bo naša naloga v prihodnje, posebno pa, ko bo naša naloga, da korakamo prvi v Trst. Povedal je, vi boste dobili vsi nove uniforme, narejene po meri za vas, zato, da boste pokončno predstavljali nas in jugoslovansko armado pri vhodu in borbi za Trst. Ta obljuba se je izpolnila. Imeli smo veliko nalogo, da preprečimo okupatorju na Krasu, da ustanavljajo nove postojanke. Napadali smo enote, ki so hodile ropati in pobijati ljudi, in tako smo se prebijali do Volčjega grada, kjer smo bili kot povsod zelo lepo sprejeti. Bili smo mladi, kot otroci smo bili sprejeti pri vseh hišah. Tako, da je naša hvaležnost vedno bila njim, nikdar nismo zahtevali nekaj nemogočega, ljudje pa so nam v skromnih pogojih nudili življenjsko potrebno prehrano, da smo preživeli. Posebno tu v Volčjem gradu pred odhodom nas je Kosminova mama tako lepo pozdravljala in želela srečno življenje vnaprej. Je rekla, bili ste naši otroci, hvala ji. In tako smo od tu odkorakali v Trst, oziroma na prvo borbo smo imeli na občinah, vendar je bila moč tako velika, da mi nismo mogli zdržati in je prišla pomoč brigada. Mi smo šli naprej proti Trstu in srečo smo imeli, da smo imeli vodiča, ki je poznal okolico, kje lahko pridemo brez borb ali pa velikih borb v sam Trst. Bil je to pokojni Ferluha, ki je vso enoto srečno privedel brez mrtvega v Trst. V Trstu, ko smo prišli, moram povedati, da je bil naš prvi komandant Košir Polde Zmago. Ta je bil naš najboljši komandant, ampak je bil potem zamenjan za Maslota. Maslo je bil kratek čas, ampak v tistem času smo izgubili 19 naših soborcev. Ni bilo to razčiščeno, kje in zakaj je do tega prišlo. Šli smo in tako za Trst, ko smo bili, je bil komandant, kot je bilo že prej omenjeno, Slavc in
vojvoda iz Bohinja in še nepar borcev je šlo naprej v Trstu, v kasarno Via Rošeti, kjer je bilo še 600 do 700 vojakov in tam je komandant dal komando, da se morajo razorožiti. Takrat so pa oficirji začeli kričati, da ne, da tega ne bojo naredili in so začeli naše zmerjati pa tole, da jih bojo postrelili. Slišali so se pa topovi, ker se je 4. armija bližala. In komandant je rekel, slišite topove, prav, topovi in avioni, ki bojo prileteli, bomo mi sporočili in bojo bombardirali in boste v tistih ruševinah ostali vi. Na to so položili orožje, je pa od naših en vojak po neprevidnosti strelj spustil in takrat so začeli ponovno se oboroževati, so rekli, zdaj so pa začeli nas napadati, ne. In mi smo potem, oziroma tisti, ki so bili tam v bližini, povedali, da to ni bilo namerno, ampak da je prišlo pomotoma, da je nekdo sprožil puško. No in potem so se razorožili, zahtevali so, da oni obdržijo pištole za lastno potrebo, oficirji, drugi so mogli pa oddati orožje. Tako so potem se prepustili, ne, in so bili kot ujetniki rešeni in so prestali vojno. No in mi, ko smo osvobajali Trst še naprej, je prišlo do tega 3. maja, da se bomo mogli umakniti, oziroma da bo borba, kjer je prišla novozelandska armija in komanda takrat je bila, da bomo mi mogli zapustiti, ker je tak sporazum. Vendar smo ostali v Trstu do 15. junija. V tem času smo bili v eni kasarni, v nasprotni kasarni sosednji so bili pa Novozelandci, so imeli svojo svečanost, pa zabavali so se in to je bil rojstni dan maršala Tita in takrat je naš komandant dobil dovoljenje, da mi lahko par rafalov spustimo v čast rojstnemu dnevu Titu. In mi smo takrat streljali kot navdušenci in veseli, ko so Novozelandci v sosednji kasarni slišali to streljanje, je takoj ugasnilo, so ugasnile vse luči in njihov stražar je prišel k našemu stražarju, je rekel, kaj se pa dogaja, kaj pa streljate? Pa je pa stražar povedal, rojstni dan maršala Tita je 25. maj in on leti nazaj, sporoči, prav nič ni hudega, streljajo v čast maršalu Titu. In so se zabavali naprej, mi pa tudi veseli in so nam oni poslali pijačo in jedačo, ker oni so imeli dosti tega, tako da smo se istočasno vsi veselili. To sem hotel povedati, da je bil udarni jurišni bataljon kot enota. Mi smo bili iz vseh koncev Slovenije in smo bili prijatelji vseh kritičnih časih, smo se sporazumevali in pomagali en drugemu, da smo potem šli, ko smo osvobodili, oziroma ko smo mogli iti iz Trsta, sredi junija, smo potem bili premeščeni v druge enote in jurišni bataljon je bil razrešen in od takrat naprej ni bilo te potrebe, da bi še sodeloval. In tako se je naša pot
srečno končala.